Wenn es dem internationalen Finanzjudentum in und außerhalb Europas gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. Wenn es dem internationalen Finanzjudentum in und außerhalb Europas gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. Die Ausrottung des jüdischen Volkes. Es gehört zu den Dingen, die man leicht ausspricht. Das jüdische Volk wird ausgerottet. Das war Ihnen jede Parteigenosse. Ganz klar steht in unserem Programm drin, Ausschaltung der Juden, Ausrottung machen wir, Kleinigkeit. Damit regierte in der Welt der vom Judentum erfundene Grundwert des Goldes und das Geld als Macht schlechthin. Ich habe die Transporte befehlsgemäß durchführen müssen. Und ich habe auch gewusst, dass ein Teil dieser Menschen in den Lagern getötet wird. Das muss ich der Wahrheit gemäß bekennen. Sieg! Juden! Juden! Raus! Einen Juden kann man riechen! Juden! Kann man riechen! Raus! Schneller! Schneller! Schneller!
Juden, aufmachen! Juden, aufmachen! Alle raus, sofort! Bitte, bitte nicht! Juden, aufstehen! Mitkommen, sofort! Schneller, schneller, schneller! Komm runter! Hier sind Jugendkinder! Bitte, bitte, bitte nicht! Abfahren! Einsteigen, wird's bald! Einsteigen, Juden! Einsteigen, wird's bald! Einsteigen, schneller! Einsteigen! Einsteigen, Juden, schneller! Männer rechts, alte Frauen und Kinder links. Männer, Arbeitslager, Frauen, Kinder, alte, Brausebad. Sonderkommando, Gepäck, Wertsachen sortieren. Juden, was soll das? Arbeiten, habe ich gesagt. Juden, Brausebad, ausziehen und duschen.
Ciklon B. Sonderkommando, an die Arbeit, aber rasch. Sonderkommando, Leichen durchsuchen, sofort brennen. Glede Mladine je važno, da pozna v bistvu obstoj teh taborišč. Ker se ne omenja obstoja taborišč za rdeče trikotnike. To so delovna taborišča. Ma kaj on reče, ljudi od delovnih taborišč, so bili kaznjenci vseh vrst. Tudi pederasti, homoseksualci so bili in so imeli, ne vem kakšna roza, ne vem, trikotnik. Oni so imeli to za grešnike, nekako za ljudi, ki niso bili koristni družbi s svojim načinom življenja. Pa se pravi, spoznati mora mladina, da ta taborišča, ki navadi imenujejo kot tovarne smrti, so bila delovna taborišča, ki jih je bilo da 1600 do okoli 2200, v katerem so bili noti tudi antinazisti, to se pravi organizirani proti nacizmu, to se pravi politični zaporniki, ki so umirali od iste smrti, to se pravi lakota in bo rekel še enkrat lakota, bolezen in še enkrat bolezen in potem v nekaterih primerih tudi ali obešanje, ali streljanje in čelo so imeli nekje tudi sekali glavo, kakor giljotino Francozi za časa revolucije. Se pravi, v tem smislu je treba to nekako postaviti kot neko resnico, kot neko poudarjeno resnico, poleg tiste resnice, kjer se govori o holokaustu, ki je bil nekako žrtvovanje, če hočemo, judovskega naroda, nedolžnega, ki ni počel proti nacizmu nič. In to poudarjam za mlade, zato ker o teh ljudeh, teh mladih, posebno intelektualcev, ki so bili ujeti, mučeni posebno od gestapa, zaradi antinacizma, organiziranega, naj bo si to, bi rekel, francoskega, slovenskega, oziroma jugoslovanskega, če hočemo,
in drugih narodov v Evropi. Jaz sem bil skupaj z predstavniki, poleg Slovencev in deloma Italijanov iz Trsta, ki so bili veliko levičari. Najprej z Rusi, ki so bili najbolj številni, potem Poljaki, deloma Čehi, Francozi, Belgijci, Holandci, Norvežani, Španci. Se pravi, predstavniki veliko, se lahko reče, v glavnem evropskih narodov, evropskih držav. Ti zahodnjaki, Francozi, Belgijci, Holandci, Norvežani so imeli pa še eno posebno veliko kaznovanje, so bili rdeči trikotniki tudi oni, ampak oni so imeli na hrbtu narisan en veliki začetnica N, kar je pomenilo Nacht und Nebel, v slovenščini noč in megla. In vse je bilo v bistvu vodeno, s smer je bil krematorij. Tisti je bil edini izhod. In to so ti povedali celo deportiranci sami, ki so potem bili pri kopanju novodošlih, so bili zraven ti, ki so že tam bili toliko časa zaprti, in so se navzeli te grobosti in tako naprej, z novodošljivi, dobro, niso počenjali, rekel, takih hudih dejanj, kako je bil smrt in tako naprej, ampak to, da so te brili, da so kričali nate, posebno stare, so morali postaviti dan stolček, da so mu obrili v koraku in tako naprej, potem tisti ni moral stati, je moral drugega držati, potem ta oba morala obležati, je obležala na tleh. Kadar je eden protestiral in je rekel, da pa ko ravnaš so bile, je rekel, veš kaj, tukaj se ravna tako, da edini izhod od tega kraja je tisti dimnik, ki ga boš videl, ko te bodo peljali v bloku, boš videl, kjer imamo krematorij in tako naprej. Edini izhod je tisti. To je bila neka rečica v taborišču, je bilo za človeka, ki je nekako nekaj obvladal. In tisti človek je imel edino to dobro, ta prva dobra, bi rekel, darilo za nje bo to, da on je delal v bloku, je delal tam. Lahko je bil kuhar, lahko je bil tam, ki so imeli dezinfekcijo, kada je bilo treba nove ljudi sleč, vse to razkuževati in tako naprej. Drugi je imel drugo, Rusi so ponovali imeli težja dela, so morali tiste pode in tiste kot teh blokov čistiti in tako naprej, nositi mrtvega dol po stopnicah, ker so bile stopnice in do krematorija v spodnjem delu so bile stopnice, kako tukaj pri nas, bi rekel, vinogradi. To je bila, bi rekel, 800 metrov kot se reče, v Alzaciji, v Franciji. Tako da so se reševali tisti, ki so sposobni, in precej od teh intelektualcev. Meni se je zgodilo, recimo, da sem bil tukaj en par naric, se pravi, mi je roka postala polna, bi rekel, gnoja in je nekaj veliki si deportiranec, Bohar se je klical, to prelezal trikrat in potem se mi je to nekako se zdravilo, kako pripoveduje v svoji nekropoli. In se je mu zavezalo to, že zdravo roko, z en tisti papir na tem vojni, te, ki imamo v klozetu, s takim smo mi zavivali rane in to. Rane so bile pa od kolen do gležnjev, dolge rane, so bile kako en palmov list velike.
To se pravi, tega papirja je ponavadi šel dosti, zato da je rana sploh bila ovita. On je študiral, kako bi, ne? In meni je bilo to všeč, kako bi, ne? Potem pravi, vse to je v redu, samo brez nemščine ne moramo narediti nič. Slovenci, Italijanci, Francosko, vse je v nemščino, se jaz imel semenišču, ko sem bil. Smo imeli nemščino. Pravi, pa potem ti bi znal pisati, če ti on narekuje. In to je bil norveški zdravnik z Osla, zelo podobna osebnost. Tisti je narekoval, potem so me dali za bolničarja na osnovi znanja francoščine, slovenščine in nemščine. Zdaj sem rekel, sem prišel, ko je on bil, zdravnik francoski je prišel v blok. Blok je ena velika baraka, je velika za 2 baraki skupaj. Je prišel, da bo obezoval rane, ne? In jaz sem se dal v vrsto, je bila vrsta, ki je čakala pol bloka, ne, za rane in tako naprej. Sem tisto odvivce rekel, to je umazano, vržen proč, in ti prosim, da mi še zaenkrat to zaviti. Ja je rekel, to se ne dela. To se v nobenem kraju ne dela, da se neko zdravo, ena rana, ki je že zdrava in neka veže. Jaz sem rekel, nobenem kraju, razen tukaj, sem rekel, tukaj je drugačen kraj, kakor tisti, ki živijo v normalnem življenju, ne. Pravi, ti govoriš francosko, zato ker prevajaš italijanščine, ne. Jaz sem rekel, ne, jaz nisem Italijan. In ne, on je rekel, italijanščina se je moji, ne. Sem rekel, nisem nikak Italijan, jaz sem rekel, ne. Sem pa naredil že 2 izpita iz francoščine. Jezika in literature je upadal, to se ni samo prevajanje italijanščine. Ja, kaj pa govoriš doma, potem, če nisi Italijan, ne, potem sem oboje, sem Slovenec, ne. In to je bila njegova zasluga, da mi je rešil, meni se lahko reče življenje, nekaj. Če bi mene poslali delati, tistem taborišču kamnolom, tam zadnji, ne vem, če bi jaz zdržal dolgo, ne. Je rekel, tukaj je ogromno ruskih, podobno Poljakov, poleg vas Slovencev, tukaj pravi, da si Slovenec, Jugoslovano rečemo mi, zato ker Slovenije nisem, ja, mi se tudi imamo za Jugoslovane, ker če ni Slovenije, Italijan nisem, moramo reči Jugoslovan, ni drugače, ne. To je kamerat Jugoslovan, so rekli meni, ne. Pravi, ti bi razumel te ljudi, da sem rekel, to so Slovani, ne. Boljše kot ti prav gotovo, se je rekel, ker ten zdravnik Francoz je bil za vse. Je moral tudi on priti do nekega Rusa, je Rus, če ni znal francosko. So dali celo političnim deportirancem možnosti, da so bili kapoji, ne. Taborišče so vodili blok in tako naprej. To so tudi nekateri komunisti potem postali blokaši. Čeprav mi smo imeli tudi ga Slovenca, v Dahovo. So potem o njem pravili, da je tudi on s pestjo in s brcami spravljal skupaj za apel, ne, te deportirance. Kar jaz sicer razumem, ne, zato ker edino nemščina je bila tista, ki si je moral poznati, drugače vsi tisti, ki niso nemščine poznali kot jezika, niso vedeli, zakaj kriči, ne. On pa je za apel klical tako, da bo vedel, zakaj kriči, ne. In zato, da je on zbral skupaj. In enemu so padle cokle, oni ni še bil pripravljen, ko se je šel odteščati, ali pa odkatati, tako da zmeri je bilo nekaj, in je bil tudi blokač, ki ga niso nanj gledali simpatijo, zato ga je s pestmi urejeval. Ma niso Nemci imeli načrt mučenja ljudi. Mučenje je bilo, da je moral delati, da je stal po konci, dokler ni padel na tla.
To je bilo mučenje. In to je bilo najhujše mučenje, kar ga mora človek doživeti, dokler je živ. Kada mu tisto mučenje, bi rekel, zaradi lakote, zaradi bati in tako naprej, ne kontrolira več svojih možganov, ne, takrat ni več sposoben vedeti, kaj se dogaja z njim. Do zadnjega hodi na potrebo, če ima drisko, da vtakne sredinec v ta zadnjo tisto, ne, v anus, ne, da ne bo mazal potleh, da ne bo dobil druge batine, ne. Kada pa tega ne zmore več, in namreč, ko vidi, da že pogre potleh do stranišča, ali kar je že, lukte, kako je že. Nekatera taborišča so imeli pravo stranišče, da je človek lahko se usedel v Franciji. Drugod so imeli tista stoječa, ne, da je moral eden se počepiti dol. Drugod so imeli samo en kanal in plošče čez, nekako, ne, kako leseni moščički, in tam je kakšnega tudi zdrknil, da je padel dol, ne. Se mu je drsela cokla in tako naprej, ne. Cokle so pa lesene spodje, ne. Spredi pa za prste je bilo usnje, ne. In ti naši, kako rečem jaz, ti naši antinacisti so imeli isto smer kot kriminalec, ne. Ravno tako je moral delati, kako kriminalec, ne. Če je nekaj znal delati, so ga dali stroju, če ni znal duza, je imel lopato in kramp in tako naprej, ne. To se pravi, da to je bilo v bistvu usoda antinacistov, ki so imeli na prstih najprej številko, potem trikotnik, sredi trikotnika je bila velika začetnica F za Francoze, I za Italijane, jaz recimo sem imel I za Italijane, ne, ker sem bil v italijanski državi, ne, in tako drugi, ne. So dali tudi tisti, ki so delali pa v Cvaju oziroma VD v Dori, so dali takšne, ki so imeli en poklic, s katerim je imel opraviti s kakšnimi veliko vijaki in tako naprej, da je moral tisto, kar mu je bilo ukazano, ne, ko je prišel do njega, tisti vijak, pa oni vijak in tako naprej, ne. Niso dali njega kmeta, ker ni imel tam opraviti. To so že v prihodu Dachau te vprašali, kakšen je tvoj poklic in tako naprej, ne. Oni so zmeri kalkulirali, da bodo dobili za vsako stvar, ki rabijo, določenega človeka, ne. In najslabše smo bili mi, ki smo bili študentje, kar je bilo študentje tako naprej, ki so dobili v roko kramp in tisto, ne. Interesira Boris Pahor, zato roman Nekropola so takoj priznali, da je vreden Nobelove nagrade in zdaj je prevedeno v 24 jezikov, se pravi, ne, v tem smislu so postal evropski pisatelj Slovenije, tistesta,
kar je Ljubljana spoznala preko Italijanov leta 2008, prej nikdar me niso imeli za pisatelja, ki je vreden, da mu reče, da je Evropski. Te Ljubljana še zdaj ne reče nikdar tega, ne. Reče tu pa tam kakšne slovesnosti, kako tista včerajšnja, ne, da sem že postal evropski pisatelj, pa drugače. Tudi nimajo radi Ljubljani, da rečejo. Francozi so me zelo cenili, kar sem se jaz zelo čudil, ker so mi dali takoj z začetka po cele polovico strani ocene, recimo, ne. Le Monde. Le Monde je svetovno znan časnik dopoldanski, med nekaj Figaro je popoldanski v Parizu. Le Monde je meni posvečal, kada je knjiga izhajala, tako pozornost, da je bilo nekaj čudovitega za mene. In posebno, ko so dal novele fašizmu, edino to, da on ni hotel dati na prvo stran požig Narodnega doma, pravi, to ne bo vleklo to, če dene požig Narodnega doma, je delal postanek Ponte Vecchio. Postanek na Ponte Vecchio je bil en obisk s svojimi dijaki, ki sem jim poučeval italijanščino, jaz, nažalost, 20 let, nisem imel nobenega izpita v slovenščini, da bi lahko bil profesor slovenščine. In tam jaz sem med uro se jim razložil, kako se Dante upre tistim svojim rojakom, ki so rajši bili provansalci, zaradi ljubezni in tako naprej, ker provansalci takrat v Evropi so v resnici bili nekako na čelu neke ljubezenske lirike. In Dante to je priznal, provansalce. Ni priznal, da je njegov rojak se čuti bolj provansalec. In ti se je prekrel nekako. Pravil zelo grde izraze proti njim. To sem dijakov jaz tisti del. To je Pojedinja v slovenščini se imenuje. Njegovo delo, Dantevo. To je prva proza italijanska, ki se zanima tudi za nepešnike, za devežo. V tem primeru sem jaz v Firencah govoril o Danteju, ta Ponte Vecchio je zelo znan, to se pravi Stari most. Pri vseh predavanjih, ki sem jih imel, in sem jih imel okoli 350 od leta 2800, ko me je Italija priznala, moje nekropole, sem zmeri hotel imeti mladino zraven. Sem rekel, ne maram, da me kličete, da bom jaz govoril na splošno raznim dvoranam, v bistvu videl, če mi daste mladino, in k sreči sem jih imel precej, tudi do 300 skupaj, 500 skupaj, tudi 900 skupaj, recimo. V okraju Florenca mi je zgodilo, da se je imel 10 000, se pravi, je bila cela športna mladina, cele pokraje Florenc, so mi dali 20 minut medalje, poleg holokausta. To se pravi, mladina apelira zmeri, vsako leto lahko rečem, in pri vsakem svojem nastopu govorimo o tem, da bi morala to spoznati, da bi morala se s tem nekako studiozno baviti, da bi bila pripravljena, in to sem že enkrat omenil, pripravljena take, bi rekel, politike, ki kažejo neko voljo po nekem ukazovanju, po nekem vodstvu, ker je to nevarno. In to, kar je rekel Umberto Eco, bom ponavljal, je 10 načinov nastanka fašizma. In to, naj ti mladina vzame tekst, naj to prebere, naj vzame na znanje in naj tudi malo pogleda, kje v Evropi danes lahko imamo neko tak način, nekega takega poskus, nekega takega vodstva.
da se to poudarja predvsem na šolah, ne? In da se govori ne samo na splošno o nekih taboriščih smrti, ki tako naprej, uničijo tovarne smrti. Mladina bi danes morala vedeti predvsem to, da se pazi, da ne pride na oblast v deželi, v kateri živi neki avtoritaren človek, nekdo, ki skuša nekako vplivati s svojo avtoriteto in tako naprej, ker to je zelo veliko znamenje, da ta človek, če bo le mogel, bo nekako poskušal imeti svojo oblast nad drugimi. In Umberto Eco pravi, da je 10 načinov, da postaneš fašist ali da postane fašistična vladavina v neki državi. Žal pa Umberto Eco, če ga zelo spoštujem, ne omenja nikjer fašizma pri nas. Zanj je bil fašizem neresen, tako ideološko, ker je več načinov biti fašizmu, v redu, ne? Ampak, da je bil, kako pravi on, fuzij. Fuzij je angleški izraz, ki pomeni, da je nekaj površnega. On to rabi v Franciji za svoj članek, da je fašizem bil fuzij. Jaz sem rekel, fašizem pri nas v Julijski krajini, da se pravi četrt današnje Slovenije, od Trsa do podvrha Triglava je bil, tako imenovani Trst Italijane, ne? Niso vedeli Italijani, kaj pomeni Trst. Ko so oni pisali pogodbo, da bodo šli na italijansko stran se biti, so hoteli Trieste, Trento. Trento, Trieste. Tako da vojaki, ko so šli zvečer na prosto, zvečer tiste, so rekli, gremo v Trento, ne. So mislili, da je to neka dvojnost, ne. Mislim, ker Trento je bi rekel, trentarski dolomit italijanski, pa se pravi Južni Tirol v bistvu je bil, ne, Južni Tirol. To je v tem smislu je italijansko ljudstvo bilo in je še danes nepoučeno o tem, da bivamo, bi rekel, Slovenci v četrt Slovenije današnje, takrat pod Italijo. In da smo bili kulturni ljudje in so nas imeli za ignorante, da nismo imeli svojega jezika, ni svoje nacionalnosti in tako naprej. Tudi to je še posebno poglavje o Slovencih v Italiji. Ne? Kar se mene tiče, jaz ravno zaradi mladine bi rad to poudaril, taborišča, ki so bila taborišča za ujetnike, zaprtih v taborišča, tisti, ki so bili proti nacizmu. To se pravi, ali so jih ujeli v mestu, ali so jih ujeli na deželi, ali so jih ujeli nekako veliko v kakšni posebni organizaciji, kakorkoli, ne, so bili krivi, da so se upirali fašistični oziroma nacistični Nemčiji, nemškemu nacizmu. To se pravi, da so bili na neki način krivi za Nemce, da so bili organizirani proti njim. Medtem ko so Nemci uničevali Jude, ki so bili narod, žene, otroci, starci, nedolžni.